Danes je pomemben dan za gluhe in naglušne uporabnike slušnih aparatov, kajti po več kot desetletju je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije določil nov cenovni standard za slušni aparat, ki bo od 1. novembra znašal 450 evrov za odrasle oziroma 850 evrov za otroke in mladostnike do 20. leta starosti. Na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije smo ustanovili strokovno skupino, ki je podala predlog Zdravstvenemu zavarovanju Slovenije za dvig cenovnega standarda za slušne aparate. Pripravili smo tudi dokument, v katerem smo navedli osnovne zahteve za tale osnovni slušni aparat. Naš predlog je bil, da se kot osnovni aparat po novem ponuja aparat, ki ima 6 kanalov. Predlagali smo tudi, nov aparat oziroma nov osnovni aparat za otroke do 20. leta starosti, in sicer, da mora ta aparat imeti 10 kanalov. Tudi predlagali smo znižanje trajnostne dobe za slušni aparat za odrasle osebe, in sicer iz 6 na 5 let. In seveda tudi naš predlog je bil dvig cenovnega standarda, se pravi, koliko zdravstveno zavarovanje prispeva za slušni aparat. Na ZZZS so potrdili standardni slušni aparat, ki mora imeti najmanj 6 kanalov in različne funkcije. Naš predlog je bil, da se uvede 6-kanalni slušni aparat kot osnovni aparat. Kaj pomenijo kanali? Kanali pomenijo, če pogledamo to frekvenčno območje, v katerem se odvija govor, kanali razdelijo to frekvenčno območje na manjše dele in potem slušni aparat vsak ta kanal posebej obdela, kar posledično omogoči boljšo razpoznavo, boljšo granulacijo zvoka, boljše poslušanje v situacijah, kjer je več hrupa v ozadju. Poleg tega smo predlagali tudi, da tak aparat mora imeti tudi boljše sisteme za zmanjševanje hrupa, boljši sistem za razpoznavo govora, telefonsko tuljavo in tudi možnosti za nastavljanje slušnega aparata, bodisi preko aplikacije ali preko tipke oziroma ali preko tretjega vmesnika. V cenovni standard bodo poleg vrednosti slušnega aparata vključena tudi popravila oziroma vzdrževanje slušnega aparata. Podali smo tudi predlog, da cenovni standard vključuje tudi vzdrževanje aparata na letni ravni, in sicer to zajema od nastavljanja aparata do čiščenja in tudi do menjave cevk, skratka vseh teh drobnih delov, ki so potrebni za brezhibno delovanje slušnega aparata. Garancijska doba slušnega aparata je 2 leti. ZZZS popravilo krije, če do okvare pride zaradi ušesnega masla, potenja ali vnetja, in sicer po izteku garancijske dobe. Prav tako krije popravilo mikrofona, zvočnika oziroma slušalke, pri slušnih aparatih z zvočnikom v ušesu tudi plastično cev z žičko, potenciometer, telefonsko tuljavo ali drug način povezljivosti in ojačevalnik. Ne krije pa stroškov popravil, če zavarovana oseba ni ravnala v skladu z navodili za uporabo slušnega aparata, ki jih je dobavitelj v pisni obliki ob izdaji slušnega aparata izročil zavarovani osebi. Kaj dvig standarda slušnega aparata pomeni za uporabnike slušnih aparatov? To pomeni, da bodo vsi uporabniki slušnih aparatov v Sloveniji imeli boljši dostop do slušnih aparatov. Posledično upamo na seveda dvig kakovosti življenja posameznikov. To je bil naš cilj. Seveda se trudimo še naprej, da se vpeljejo vse te spremembe na področju za naglušne. Menimo pa, da je to sedaj en velik korak, ena velika sprememba po več kot 10 letih za uporabnike. In kako do slušnega aparata? Zavarovana oseba mora najprej pri osebnem zdravniku zaprositi za napotnico za pregled pri specialistu ORL, ki po meritvah sluha in pregledu izda naročilnico za nov slušni aparat.
Potem lahko obišče enega od slušnih centrov in tam izbere slušni aparat. Če želi slušni aparat preizkusiti, ji ta pravica pripada za največ 3 mesece, preden se odloči za nakup oziroma nabavo slušnega aparata.